Imamo nekaj tehničnih težav. Zdaj bi moralo iti, upam, da se slišimo, tako to gre s tehniko. Vstopamo torej v sveto mašo na soboto 5. postnega tedna. Da se še enkrat spomnimo, da je Bog tisti, ki prihaja k nam, da je Bog tisti, ki nas ljubi, da je Bog tisti, ki je naša moč. Na začetku te svete maše pogledajmo vase, priznajmo in obžalujemo svoje grehe, da bomo to daritev primerno pripravljeni tudi obhajali. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanjih. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim sveto devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Kristus, usmili se. Kristus, usmili se. Gospod, usmili se. Gospod, usmili se. Molimo. Zvesti Bog, s svojim delovanjem nas vedno odrešuješ, v teh dneh pa nas razveseljuješ še z obilnejšo milostjo. Dobrotno glej na vse, ki si jih izvolil, očetovsko varuj vse, ki se na krst že pripravljajo, in vodi nas, ki smo v njem že prerojeni. To prosimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Pa prisluhnimo Božji besedi. Prvo berilo je iz knjige preroka Ezekijela. Tako govori Gospod Bog. Glejte, vzamem Izraelove sinove izmed narodov, kamor so prišli, in jih zberem od vseh strani, ter jih pripeljem v njih deželo. Zedinil jih bom v eno ljudstvo v svoji deželi, na Izraelovih gorah. En sam kralj bo vsem ukazoval. Ne boste več dva naroda in ne bodo se več delili v dve kraljestvi. Ne bodo se več oskrunjali s svojimi maliki in s svojimi ostudnostmi in z vsemi svojimi pregrehami. Rešim jih vseh njihovih nezvestob, s katerimi so se pregrešili, in jih očistim. Oni bodo moje ljudstvo in jaz bom njihov Bog. Moj služabnik David bo kralj nad njimi in en sam pastir bo pasel vse. Po mojih odlokih se bodo ravnali, mojih zakonov se bodo držali in jih izpolnjevali. Prebivali bodo v deželi, ki sem jo dal svojemu služabniku Jakobu, v kateri so prebivali njihovi očetje. Prebivali bodo v njej oni, njihovi sinovi in vnuki na veke. Moj služabnik David bo njih knez na veke. Z njimi sklenem zavezo miru, z njimi bo večna zaveza. Utrdim jih in pomnožim jih, ter postavim svoje svetišče v njih sredi na veke. Moje prebivališče bo pri njih, ter bom njihov Bog in oni bodo moje ljudstvo. Tedaj spoznajo narodi, da sem jaz, Gospod, ki posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče v njihovi sredi na veke. To je Božja beseda. Bogu hvala. Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo. Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo. Narodi, čujte Gospodovo besedo, oznanjajte jo po daljnih otokih in govorite, on, ki je Izraela razkropil, ga bo zbral, čuval ga bo, kakor pastir svojo čredo. Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo. Bog je rešil Jakoba, osvobodil ga iz rok močnejšega, pridejo in vriskajo na sionski višini, žarijo od radosti zaradi Gospodove rešitve.
Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo. Tedaj bodo veselo rajala dekleta, mladeniči in starci bodo veseli, njih žalost spremenimo radost, njihovo trpljenje v tolažbo in v veselje. Bog nas bo čuval, kakor pastir svojo čredo. Jaz sem luč sveta, govori Gospod, kdor hodi za menoj, bo imel luč življenja. Gospod z vami In s tvojim duhom. iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je mnogo Judov, ki so prišli k Mariji in Marti in so videli, kaj je Jezus storil, verovalo vanj. Nekateri izmed njih pa so odšli k farizejem in so jim povedali, kaj je Jezus storil. Veliki duhovniki in farizeji so torej sklicali zbor in so govorili, kaj naj počnemo, ker ta človek dela mnogo čudežev. Če ga tako pustimo, bodo vsi verovali vanj in prišli bodo Rimljani ter pokončali naš kraj in naš narod. Eden izmed njih, Kajfa, ki je bil tisto leto veliki duhovnik, jim je rekel, vi nič ne veste in ne pomislite, da je za vas bolje, da eden umre za ljudstvo in ne propade ves narod. Tega pa ni rekel sam od sebe, ampak je kot veliki duhovnik tistega leta prerokoval, da mora Kristus umireti za narod, pa ne samo narod, ampak da bi izbral razkropljene Božje otroke. Od tega dne je bilo torej med njimi sklenjeno, da ga usmrtijo. Jezus torej ni več očitno hodil med Judi, ampak je odšel od tam v pokrajino blizu puščave, v mesto Efrem, in se je tam mudil z učenci. Bila pa je blizu judovska velika noč in mnogo ljudi iz dežele je prišlo pred veliko nočjo v Jeruzalem, da bi se očistili. Iskali so Jezusa, ter v templju stoje med seboj govorili, kaj se vam zdi, ali pride na praznik. Veliki duhovniki in farizeji pa so bili dali povelje, naj naznani, če kdo ve, kje je, da ga bodo prijeli. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Evangelist Janez nam torej v tem prizoru na soboto pred svetno nedeljo še enkrat pomaga razumeti, kako so vloge razdeljene, kako so figure razdeljene na šahovski površini, na šahovnici. Vse je pripravljeno za jutrišnji Jezusov slovesni vstop v Jeruzalem, ampak kako stvari stojijo. Na eni strani imamo torej Jude, ki so prišli k Marti in Mariji, ker so slišali, da je Lazar umrl, in ko so videli, kaj je Jezus storil, pravi evangelist Janez, in veliko jih je verovalo vanj. Veliko jih je verovalo v Jezusa. Se pravi, na eni strani imamo to množico, ki bo potem v velikem tednu tudi igrala svojo vlogo. Na drugi strani pa imamo njihovo nasprotje. Če imamo na eni strani tiste, ki so bili slepi in so danes ugledali luč, imamo na drugi strani tiste, ki mislijo, da vidijo, pa so v resnici slepi. Imamo velike duhovnike in farizeje, ki sklene tega, ki obuja mrtve, ubiti. Njihov strah je vezan v prvi vrsti na Rimljane. Smo slišali, kako razmišljajo, če je Jezus res Mesija, bo veliko ljudi šlo za njim in bodo prišli Rimljani in se bodo strašno maščevali. In tega ne moremo dopustiti. Izraelci se bojijo, da je Jezus prišel, da jih reši Rimljano. Ker niso odprli oči in ne vidijo in ne razumejo, da Jezus tako Jude kot Rimljane prihaja rešiti te igre smrti, v katero smo vsi ujeti in jo vsi igramo. Če ne ubijem, bom osmrčen. Če jaz ne ubijem, bom ubit. Če jaz drugega ne umorim, bom jaz sam mrtev. To igro smrti igramo vedno znova,
so jo igrali, ampak to je igra, ki je vezana na človekovo stanje sužnosti. In nekako bi si rekli, morda pa vseeno smo že malo zrasli in smo se kaj naučili. Morda se kdaj tudi v teh 40 dneh posta spomnimo na Izraelce, ki jih je Gospod v eni noči rešil iz egiptovske sužnosti. Po drugi strani pa 40 let Egipta ni mogel odstraniti iz njih. Te miselnosti, te logike, ki so se je navzeli v Egiptu, 40 let je bilo Izraelcem premalo, da bi to logiko zapustili. Pa se lahko danes čisto iskreno tudi mi vprašamo, 2000 let kasneje, kolikor že Jezus skrbi za svojo cerkev. Kako je z nami kot s cerkvijo? A smo se kaj spremenili? Smo se kaj naučili? Smo se dali kaj dopovedati? Pa morda niti ne gledamo samo na cerkev, poglejmo nase. A smo se mi česa že naučili? Vsaj tisti, ki smo starejši od 40 let. A smo si morda že dopustili, da Jezus počasi osvobodi te logike smrti, da bi vstopili v razumevanje, da je on tisti, ki je smrt premagal. In da želi od nas predvsem to, da podobno kot on, tudi mi postanemo sinovi, bratje in sestre, vsem ljudem okrog nas. Da je to tista logika, v katero nas vabi, v kateri je on sam živel in v katero kliče vse ljudi, ne samo Jude, ampak razkropljene Božje otroke. Jezus vedno znova vabi, da bi se mu pridružili. To je naše poslanstvo, poslanstvo kristjanov, to je poslanstvo cerkve. Da bi tako živeli, kot Jezusovi bratje in sestre, kot Božji sinovi, da bi ves svet slišal to dobro novico in da bi Jezus končno doživel, da je njegovo poslanstvo dokončno in dokončano. Kot rečeno, še en teden nas čaka do velike noči, poglejmo vase in premislimo. In če nam mogoče še kaj manjka do te logike razumevanja Jezusovega sporočila, odprimo v tem času svoje srca, pustimo se nagovoriti Jezusovemu zgledu, Jezusovemu nauku. Drage sestre in bratje, Jezusova smrt skriva v sebi načrt Božje ljubezni, ki ga imenujemo odrešenska skrivnost. V veri združeni prosimo Gospoda. Ti želiš, da bi bili vsi eno? Pomagaj cerkvenim voditeljem, da si bodo vztrajno prizadevali za povezanost z vsemi krščanskimi cerkvami. Prosimo te, usliši nas. Vodi mlade, ki se pripravljajo na življenjsko poslanstvo, da se ne bodo bali naporov, marveč bodo pogumno stopali po poti resnične notranje rasti. Prosimo te, usliši nas. Opogumi vse, ki v življenjskih preizkušnjah omagujejo in jim utrdi vero v tvojo previdnost. Prosimo te, usliši nas. Pomagaj nam, da bomo povezani s tvojo materjo Marijo globlje prodrli v odrešensko skrivnost in bomo po njej živeli. Prosimo te, usliši nas. Sprejmi k sebi vse, ki so umrli v velikem trpljenju in zapuščenosti, naj pri tebi uživajo tolažbo in veselje. Prosimo te, usliši nas. Gospod Jezus Kristus, okrepi nam odrešujoče upanje, da bo iz temin našega križa ostala zarja večnosti, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Hvalen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo, sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti tega vina in te vode ne postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvalen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača.
Bogu čast in hvala vekomaj. Sprejmi nas ponižni skesanje, Gospod, in naj ga je danes naša daritev. Izmi, Gospod, moja krivda in očisti me mojih grehov. Molimo, sestre in bratje, da Bog vsemogočni Oče sprejme danes to našo skupno večerno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz svojih rok, hvalo in čast svojemu imenu, v blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Vsemogočni večni Bog, z vero in krstom si nas prenovil za slavo v večnem življenju. Sprejmi darove in prošnje svojih vernih, ki vate zaupamo, izpolni nam želje in odpusti grehe. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami, In s svojim duhom. kvišku srca, Imamo jih pri Gospodu. zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Spodobi se in pravično je. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo, Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog. Ob zveličavnem trpljenju tvojega sina je ves svet moral priznati, kako si velik, ker se v skrivnostni moči križa razodeva sodba nad svetom in oblast križenega. Zato te tudi mi, Gospod, z vsemi angeli in svetniki slavimo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Gospod Bog, zares si svet in dober do nas vseh. Vsem ljudem deliš svoje dobrote. Zahvaljujemo se ti predvsem za Jezusa Kristusa, tvojega sina. Prišel je na svet, ker so ljudje zapustili tebe in med seboj niso več enih misli in enega srca. Odprl nam je oči in srce, da bi drug v drugem gledali brate in sestre, v tebi pa našega skupnega očeta. Sedaj nas je Jezus zbral okoli iste mize in želi, da bi tudi mi storili to, kar je on storil pri zadnji večerji. Predobri Oče, po svojem duhu posveti te darove kruha in vina, da se spremenijo v telo in kri tvojega sina Jezusa Kristusa. Tisti večer, preden je za nas dal svoje življenje in je zadnjikrat sedel pri mizi s svojimi učenci, je vzel v roke kruh, se ti zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je vzel kelih, v katerem je bilo vino, se ti zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost naše vere. A reši nas, odrešenik sveta, ki si nas s svojim križem in vstajenjem odrešil. Sveti Oče, zato smo sedaj zbrani tu pred teboj, da se veseli spominjamo vsega, kar je storil Jezus, da bi nas odrešil. S to sveto daritvijo, ki jo je sam izročil svoji cerkvi, se spominjamo njegove smrti in vstajenja. Nebeški Oče, prosimo te, sprejmi tudi nas skupaj s svojim ljubljenim sinom. Prostovoljno je šel za nas v smrt, ti pa si ga obudil od mrtvih. Jezus sedaj živi pri tebi in vendar je vedno tudi med nami. Ob koncu sveta pa bo prišel v slavi
in v njegovem kraljestvu ne bo nihče več trpel, nihče več jokal in nihče ne bo več žalosten. Sveti Oče, vabiš nas, naj iz te mize v veselju Svetega Duha prejmemo Kristusovo telo in kri. Naj nam ta sveti kruh in sveta pijača podelita moč, da bomo vedno bolj dobri, ljubeči tvoji otroci. Gospod Bog, pomagaj našemu papežu Frančišku, našemu škofu Stanislavu in vsem škofom. Pomagaj tudi nam in vsem Kristusovim učencem, da bomo delali za mir in bomo vsem ljudem prinašali veselje. Vsem nam daj, da bomo nekoč živeli s Kristusom v nebesih in bomo z njim, z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom in vsemi svetimi zmeraj pri tebi. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. A reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, ti si naš mir in naša sprava, ker si trpel in umrl za nas. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospod mir, bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Tako, tisti, ki ste doma, ki vas je več, vas povabim, da si stiskam roke, podelite pozdrav miru. Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in nazdravljena bo moja duša. Blaga povabljenim na Gospodovo gostijo. Za trenutek utihnimo v svojih srcih, pomislimo na to, da Jezus je vedno z nami. Obudimo živo vero v to, da je Jezus prisoten, navzoč v rešnem telesu in rešni krvi. Vsi tisti, ki jih danes ne morete prijeti, pripravimo srca, povabimo Jezusa, naj vstopi, da se z njim srečamo duhovno.
Jezus, hvala za tvojo bližino. Hvala za tvojo ljubezen. Hvala za tvoje usmiljenje. Hvala za željo, da želimo biti s tabo. Hvala, ker želiš tudi ti biti z nami. Molimo skupaj še molitev za zdravje v času epidemije. Oče usmiljenja in tolažbe, tvoj sin Jezus Kristus nam je s križem pokazal vrednost trpljenja. Pomagaj našim bratom in sestram, ki že nosijo križ bolezni posledic novega virusa in so preizkušeni. Nakloni jim, da se jim bo zdravje izboljšalo, njihovim svojcem pa poguma in zaupanja. Vsem zdravstvenim delavcem nakloni moči in zdravja, da bodo vztrajali v ljubezni do bolnikov, raziskovalcem pa, da bodo čim prej odkrili uspešno zdravilo. Nam in vsemu svetu daj svoj blagoslov, da bomo rešeni bolezni in se ti bomo mogli s tvojo cerkvijo zahvaljevati. Amen. Sveta Marija, pomočnica kristjanov, prosi za nas. Sveti Rok, zavetnik zoper kužne bolezni, Prosi za nas. vsi božji svetniki in svetnice, Prosite za nas. Kristus je umrl, da bi zbral razkropljene božje otroke v eno družino. Molimo. Vsemogočni Oče, nahranil si nas z rešnim telesom in krvjo svojega Sina. Ponižno prosimo, naj s tem postanemo deležni tvoje božje narave. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Gospod, z vami. In s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi, vodi in varuje vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. S vam želim lep večer. Ostanite v Božjem miru in veselju. Bogu hvala. Thank you.